Kaj folka, ste ready? A kar začnemo? V bistvu tako, preden začnemo, bi rad malo razložil vso logiko za temi videi, ki jih bom sproduciral tukaj v Ženevi. A veš, materijala za pokritje je toliko, da se mi zdi skoraj nesmiselno, da bi zdaj probal iz tega narediti en tak srednje dolg video, zato se bom posvetil vsaki znamki posebej, oziroma bom probal nekako povzeti tiste stvari, ki so najpomembnejše in jih razdeliti v več krajših videov. Do we have a deal? Seveda ga imamo, se nimate izbere. Zdaj pa, če sem že tukaj, zakaj ne bi začel kar pri Oplu? In Oplova največja novost tukaj je valjda svetovna Primera Insignia. Pripeljali so kar dve karoserijske različice, ena je Grand Sport, ta druga je pa Sport Tourer. To se pravi 4-vratno oziroma 5-vratno izvedbo, pa karavana. Zdaj, če ignoriramo kratko srečanje včeraj, je tole prvič, ko sem si Insignio res lahko pogledal detaljno. In moram reči, da mogoče celo športnost malo prevladuje nad eleganco, kar me malo preseneča. Ampak na tak dober način, zato ker avto, pismo, izgleda res kar dobro. Najbolj, da sem jaz malo tih, pa najprej pokažem to izvedbo, pa še karavana, prav? Le, tole je pa Oplov oblikovalski guru Mark Adams. Veš, on je tisti, ki pravi, da Opel želi biti čustvena nemška znamka. In zato, da ta nova Insignia, pa konec koncev tudi Astra, zgledajo tako, kot zgledajo, je odgovoren on, pa skoraj čisto noben drug. Mislim, tako se reče, no. Je pa ful v redu možakar, veš, tako za pogovarjati, top shit. Evo, tukaj pa še Sport Tourer, karavan. Kar se velikosti kufra tiče, soda takole na prvi uč ne moram, je pa nekaj res, notranjost je ful dobro obdelana, po mojem mnenju na ravni premijskih predstavnikov tega segmenta. Pa mimogrede le kakšna gužva pri Toyoti, ki imajo tiskovko. Kaj pa, če grem še malo kabino pogledati, a? Medtem ko kakovostnih pomislekov nimam, mogoče me malo mot, tale pijana plastika tukaj, se mi vse skupaj zdi zelo dobro narejen. Pa mislim, da je vse skupaj tudi dosti elegantno izpeljano. Tele digitalne merilnike poznamo pa že iz Astre. Te lučke pa niso serijske, to je pa tukaj samo zato, da ko se zadnji noter usedeš, da kaj vidiš. Kaj pa kaj tukaj na sedežih en znak, ki ful spominja na Nike? A ni ful podoben? Tukaj pa še druga Oplova novost, Crossland X. A veste v bistvu, čem je fora tega avta? To je naslednik Merive. Ok, kar se tiče Opla, mislim, da je to to. Gremo naprej. Next stop Mitsubishi, ki so glih sosedja, veš. Tole je pripeljal Mitsubishi. Eclipse Cross se imenuje, spada pa nekako med Outlanderja pa med ASX-a. To se pravi, po merah je vmes, pa predvidevam, da bo tudi poceni. Tari pa moram reči, da avto ful dobro zgleda. Tale preklana zadnja šipa ne bo nobenih čudežev naredila za preglednost, ne? Je pa atraktivna, to pa drži. Ko mi čakam, da se noter lahko sedem, ker boj, da je tudi notranjost naredila velik korak naprej. Vse skupaj izgleda tako dosti bolj razgibano, kot smo vajeni od Mitsubishija, ampak na dober način. Pa če je bil Mitsubishi do zdaj znan po tem, da so njihove kabine preproste, no ta ni več toliko. Vidiš, tukaj je upravljalnik vmesnika, tukaj se prilogaja 4-kolesni pogon, tukaj sta dve razmeroma neelegantni stikali za gretje sedežev, pa še ostalo. All in all, prvi vtis še kar lušten. Ok, dve znamke smo načeloma pokrili, pa je pa naprej. Kaj pa je tole za ena zverina? Dendrobium. Se ne vem, kaj je bolj čuden, to, da ima zelo hecen ime, ali da ima en sedež črn, ta drug pa rdeč. Pa vrata ima tudi kar zanimiva, a? Ok, jaz sem se malo pozanimal, zadeva prihaja iz Singapurja, je električna, imela bo po 2 elektromotorja na vsaki aksi, hkrati je pa tudi koncept in upajo, da bojo z njim tukaj v Ženevi poželi dosti pozornosti, kar bi jim pomagali priti v serijsko proizvodnjo. Po samih zmogljivostih noče dati še nobenih podatkov, kar se pa tiče inženirskega znanja, pa prihaja večinoma iz Velike Britanije. In to je vse, kar so mi povedali.